Zdaj vabim doktor Klemenčiča, ki se je že pripravil. Jaz vem, da je naredil ogromno delo in je prečesal literaturo o liofilizaciji in mu jaz kar dam besedo, pa naj predstavi to svojo delo. Je pa res vložil precej energije in je ugotavljal, kaj se dogaja z izdelki po liofilizaciji. Tako da lepo prosim, doktor Klemenčič, da začnete. Tjaša, hvala za pozdrav. Seveda pozdrav tudi vsem ostalim udeležencem dneva apiterapije v Mariboru. Kot me Tjaša najavila, sem Stane Klemenčič, prihajam iz Kmetijskega zavoda Maribor. Seveda moje osnovno izpopolnjevanje je agronomska tehnologija. Z medicino sem se malo kdaj srečeval, nekaj več seveda kot ljubitelj čebelar, z čebelarstvom in pa seveda upravljam tudi izobraževanje iz programa apiterapeuta. Ja, seveda, kdo bi me drugi lahko nagovoril kot Vlado Pušnik, da seveda imam neki koreferat na kolegico Starčevič, ki je bila pred mano. Seveda ta pa ima eno samo vprašanje oziroma iskanje odgovora na to vprašanje. To je predvsem seveda iskanje odgovora na vprašanje, kako postopek liofilizacije vpliva na hranilno vrednost medu, še predvsem seveda encimov, vitaminov in pa hormonov. Vsi poznamo, da ti tri snovi seveda so zelo pomembne kot hranilo, predvsem njihovo farmakolognem in kurativnem pogledu zelo vpliva na zdravje samih ljudi. Kot je že bilo omenjeno v mojim predhodniki, pa tudi Tjaša je izpostavila, da je o liofilizaciji veliko napisanega. Seveda, prednjačijo prav gotovo tista vede, seveda, ki se s tem direktno ukvarjajo, predvsem medicina, kemija, biotehnologija. Nekaj malega pa seveda je tudi iz področja sušenja in obdelave živil, seveda iz področja agronomije. Moram povedati, da seveda številni članki, ali pa v glavnem so vsi članki avtorsko zaščiteni in plačljivi. Žal, jaz sem iskal le nepoljubno prosto dostopne članke, ki se pač drugače nismo tako dogovorili. Če pregledam izvor števila avtorjev, moram povedati, da seveda je glavna dežela Kitajska, sledi Rusija, Južna Amerika in seveda evropski prostor je nekoliko manj zastopan. Malo je tudi število člankov, ki kompleksno obravnavajo med in postopek liofilizacije ter vpliv seveda postopka na posamezne spojine znotraj medu. Še manj je informacij o notranjih strukturnih spremembah in kemijskih spremembah snovi ter zmanjšanja njihova aktivnosti. Tako sem seveda zbral 7 približkov člankov, ki nakazujejo in še podpirajo večinsko ugotovitve raziskovalcev. Tu pa sigurno v uvodu moram izpostaviti predvsem to, da je potrebno razumeti, da so seveda vse navajeni podatki različnih avtorjev, ki seveda so pristopali z različno tehniko in seveda eni eksperimentalno, drugi proizvodno komercialno in seveda ti so zelo med sabo kot podatki razlikujejo. Tudi metodološki postopki so različno standardizirani. Zato je potrebno pri numeričnih rezultatih, ki jih seveda obravnavamo, predvsem velika rezerva. Sigurno pa je informacija sprejemljiva v smeri, da nakazuje trend oziroma da osnovno informacijo, ali izgube so, ali izgube niso, ali prihaja do sprememb tako v kemijskem biološkem stanju in seveda tudi v farmakološkem učinku. Podal bom par osnovnih informacij seveda o posamezni aktivni spojini oziroma hranilu, pa seveda potem se obrnil na zaključke predvsem določenega eksperimentalnega raziskovalnega članka. Če govorimo seveda o encimih, vemo prav gotovo to, da med od številnih spojin vsebuje daleč največ encimov, da so encimi predvsem prisotni v skoraj vsaki hrani, zato seveda največkrat tudi, bomo rekel, iz strokovnega stališča zelo podcenjujemo. Tega se začnemo zavedati verjetno v zrelejših in starejših letih, ko seveda pride do prvih problemov, predvsem pri hitrosti pretoka hrane skozi prebavni trakt in seveda nastanejo večji ali manjši problemi. Iz strokovnega stališča vedno govorimo, da so encimi seveda fermenti, katalizatorji, ki usmerjajo in sprožajo seveda vse reakcije v celici. Skratka, ni
reakcije celice, kolikor ni prisotna energija strani samih encimov. Za laično razumevanje bi to rekli, encimi pospešujejo, usmerjajo in omogočajo razgradnjo hrane, da se ta prenaša seveda do končnega uporabnika, še enkrat, do vsake žive celice v organizmu. Na sliki sta predstavljena dva diagrama kemijske reakcije za nekataliziran in za kataliziran proces. Kaj pomeni nekataliziran? Predvsem to, da je tukaj aktivacijska sposobnost encima zelo mala ali seveda v velikem primeru ni. In seveda, če primerjamo predvsem v časovnem obdobju proces razgradnje hrane, tukaj rabimo seveda ogromno proste energije, ki seveda gre samo za aktivacijsko sprožitev. Na drugi strani seveda predstavljamo katalizirano reakcijo, pomeni, da so encimi zelo bogati, seveda predvsem katalizacijsko aktivni in seveda vidimo bistveno manjša poraba energije v istem časovnem obdobju za sam proces oziroma samo razgradnjo hrane. Če povemo drugače, še enkrat, pri slabi katalizacijski sposobnosti encima seveda so ti procesi dolgi in seveda pride do procesa gnitja in pa seveda plesnenja. Sami pa vemo, kaj plesni pomenijo, predvsem določeno sproščanje toksične snovi. Seveda te toksične snovi pa povzročajo kup nekih novih problemov, obolenj, predvsem pa seveda obremenjujejo notranje organe. Še morda tista osnovna informacija, seveda za dobro delovanje encimov je potrebno določeno področje, ki so pozitivno okolje, kot rečemo, to je predvsem pH vrednost med 4,5 in 5,5 in pa seveda samo živilo naj ne bi prišlo pri obdelavi temperaturnega praga čez 40 stopinj, ker od tu naprej seveda se začnejo predvsem določene spremembe lastnosti beljakovine, splošno rečemo, da beljakovina koagulira. Že uvodoma sem rekel, da med ima številne encime, prav gotovo, da je med 6 našteti so najpomembnejši predvsem invertaza, fosfataza, diastaza, kataza, glukozna oksidaza in pa amilaza, ki seveda razgrajujejo predvsem tiste snovi, ki jih največkrat uživamo. Na Nacionalni knjižnici za medicino sem našel seveda pod vodeno številko številnih avtorjev predvsem prispevek, ki govori seveda o liofilizaciji encimov v primeru, da se na vodo vežejo substrati in nesubstrati. Obravnavan je bil encim fosfataza, pomeni gre za razgradnjo fosfornih estrov. V tem prispevku je bilo raziskovana sposobnost ohranjanja encimske aktivnosti med liofilizacijo in seveda po njej. Preučeval se je predvsem tudi vpliv temperature v postopku sušenja na posledičnosti predvsem encimske aktivnosti. Preučevali so tudi gibanje vode in odvisnosti od formulacije samega izdelka, koliko seveda so primešane oziroma prisotne še druge dodatke oziroma snovi. Če pogledamo seveda rezultate, predvsem so tisti, ki so sporočilni za nas, to je vsi vodovezani substrati skozi postopek liofilizacije izgubljajo na aktivacijski sposobnosti encima. Skratka, encimska aktivacija se zmanjša. Liofilizacija obravnavanega materiala povzroči manjše notranje strukturne spremembe encimov, kar je tudi zelo pomembna informacija, ko govorimo o encimih in njihovi strukturni sestavi. Zmanjša se alfa-vijačnica, tisti, ki poznate anatomijo samega encima, ki je kasneje vplivala na zmanjšanje aktivacijske sposobnosti, izločanje vode. Strategija dodajanja aktivacijskih snovi seveda vpliva na bolj topen derivat, seveda v tistih primerih, ko seveda ponovno gre za terapevtsko uporabo encima. V prisotnosti vlage lahko liofilizirane beljakovine pridejo do izmenjave disulfida in drugih reakcij, ki vodijo do inaktivacije. Takšne molekularne spremembe med shranjevanjem so bile ugotovljene seveda pri človeškem inzulinu, tetanusu in toksidu ter interleukinu 2. Na koncu je poudarjeno, da zmrzovalno sušenje ni dokončna
preučen postopek in ga je treba dovolj dobro razumeti in skrbno uporabljati, seveda, ko imamo v mislih obdelovanje encimov z liofilizacijo. Še dva avtorja, ki se mi zdita zanimiva, sem vključil, ko govorimo seveda o vplivu postopka liofilizacije na encimsko sposobnost. Gre seveda za postopek, ki je tehnično malenkost drugačen, to je razprševalno sušenje, ko encimsko brozgo brizgamo seveda prek šob v komoro s toplim zrakom. Gre za neki klasični način, ki se seveda največkrat uporablja tudi v največji industriji, v industriji seveda predvsem prehrambnih dodatkov, in pa seveda klasična liofilizacija pri nekoliko nižji normalni temperaturi, -40, predvsem pri liofilizaciji pa je postopek bil še obravnavan po metodi uporabe acetona, suhega leda in pa tekočega dušika kot primerjalna zadeva. Seveda, končni cilj je ugotoviti, meriti biološko aktivnost samega encima. Uporabljala se pa je encim amilaza. Če pogledamo rezultate, predvsem metode s pršenjem, vhodna temperatura zraka in čas sušenja vplivata na encimsko aktivnost. Visoka hitrost pretoka zraka in nizka temperatura ohranjata encimsko aktivnost, predvsem seveda tista nizka temperatura je zelo zaželena. Tako se je v poskusu s sušenjem z razprševanjem tudi pri visokih temperaturah vstopnega zraka in seveda nizkem pretoku hranil ohranilo vsaj 70% začetne aktivnosti. To je zelo vprašljiv, relevanten podatek, ker vprašanje tehnike in tehnologije, predvsem pa primerjalnosti. Seveda, potem so delali tudi poskus pri najvišjih temperaturah, ker so normalno ugotovili največje učinke, predvsem glede hitrosti sušenja, in pa seveda s tem so tudi zraven še, bomo rekel, testirali, do kakšnih izgub seveda prihaja. Predvsem pa seveda tudi splošna ugotovitev je, da je v vsakem primeru tudi ostanek vode pa padla aktivnost, kar pomeni še dodatno povečanje stabilizacije. Skratka, če govorimo o metodi s pršenjem, je osnovna ugotovitev, da je primerna predvsem za toplo odporne encime in seveda snovi z manjšo dodatno vrednostjo, kar je na nek način razumljivo zaključiti. Prihajamo na liofilizacijo. Tukaj se je uporabljala seveda klasična liofilizacija, kot jo mi poznamo, kot seveda tudi literatura navaja, ki nam je malo bliže. S tem, da so se uporabljali 3 različni reagenti, gre seveda za tekoči dušik, aceton in pa seveda suhi led. In vidite na grafu, da seveda to je graf povzet po literaturi avtorjev, da je čas seveda do prvih 8 urah bistveno v korist uporabe samega tekočega dušika, seveda oba druga reagenta, kot sta aceton in pa suhi led, pa seveda imate zelo podoben učinek in seveda predvsem na koncu samega sušenja se vse 3 krivulje kar približajo in nekje ni več statistične značilnosti. Glede velikosti časa je zadeva kot numerična primerjava težko primerljiva, še enkrat, ker gre seveda za različne eksperimentalne pristope z specifično tehniko. Še morda tole, liofilizacija kot sam postopek, pravi kinetika liofilizacije pokazala, da se encimska aktivnost vode sčasno zmanjša, kar je normalna stvar, in seveda tudi predvsem nastanejo manjše izgube. Tukaj se navajajo izgube v 4 urah za 2 do 5%, oziroma na koncu ugotavljajo skupne izgube le 5% encimske aktivnosti. Najboljši rezultati zamrzovanja hitrosti izločanja vode so doseženi s tekočim dušikom, kar smo že na grafu pokazali, nato sledi seveda aceton in seveda suhi led kot tista tretji reagent, ki je mogoče manj učinkovit. V tej študiji je metoda zamrzovanja pomembno vplivala na encimsko aktivnost in aktivnost vode, meda in v postopku sušenja. Nazadnje je bilo potrjeno, da metoda zamrzovanja vpliva na kakovost končnega izdelka, vse, kar se mi zdi najbolj ključna informacija in sporočilo. Pa še pogledamo vitamine. Seveda o vitaminih je predvsem tole, da so vitamini kot biološka aktivnost organske spojine, ki se predvsem prenašajo po krvnem obtoku in v organizmu vzpostavljajo ravnovesje.
teh spojin telo ne more samo sintetizirati, seveda zato, ki moramo vnesti z samo hrano. Glede na topnost delimo tako v maščobi topne, kot seveda tudi v vodi topne vitamine. Vitamini v medu, seveda govorimo o kategoriji vitaminov, ki so vodotopni, gre v glavnem za B kompleks in vitamin C. Mislim pa, da sta zelo pomembni predvsem pantotenska kislina in pa folna kislina. Tukaj treba izpostaviti seveda tudi skupno vsebnost aminokislin, ki so seveda zelo pomembne in neobhodno potrebne. Med seboj je veliko teh, po navedbah literature, čez 980 miligramov prostih aminokislin na kilogram suhe snovi. Jaz bi pa prav gotovo še predvsem s posebnim poudarkom izpostavil flavonoide. To so seveda antioksidanti, ki imajo izredno sposobnost lovljenja prostih radikalov in seveda govorimo o njihovi antiradikalnim aktivnosti, kot seveda tudi vplivu, da preprečujejo oziroma zmanjšajo probleme okrog viroz in ostalih bolezenskih značajev, ki so s tem povezani. Pri pregledu člankov seveda sem našel članek učinek liofilizacije na izbrano biološko aktivnost komponent vitamina C in encima katalaza, seveda gre za skupino antioksidantne zmogljivosti in lipidnih oksidacij v človeškem mleku. Zakaj tako? Predvsem iz področja vpliva liofilizacije na vsebnost in seveda farmakološko učinkovitost ter morebitno kemijsko spremembo vitaminov. Nisem našel članka, iskal sem seveda tudi informacije z raziskovalnim oddelkom Leka in pa Krke. Žal ni prišlo do verbalne komunikacije, vedno je bilo pojasnilo, da gre seveda za poslovno tajnost. Pa ne glede na to, predvsem to živilo se mi zdi primerjalno, da na nek način lahko potegnemo paralelo, za kakšne vplive gre, seveda vkolikor uporabljamo liofilizacijo kot postopek. In seveda ta tabela navaja naslednje trende in zaključke, predvsem skupna antioksidativna sposobnost živila kot takšnega, primerjalno surovo ali pa neobdelano z postopkom liofilizacije, nakazuje seveda, da gre za kar precejšnjo zmanjšanje. V tem primeru seveda gre za zmanjšanje okrog 16%. Pri vitaminu, mislim, da imam naslednjo prosojnico, ja, tukaj je, govori seveda, da liofilizacija zmanjša vsebnost vitamina za 30%, kar se mi zdi izredno veliko. Skupna vsebnost katalaze se tudi zmanjša za 14%. Je pa seveda ena pozitivna zadeva, če pogledam nazaj. Seveda liofilizacija ne vpliva na vsebnost lipidnega peroksida in seveda ne na reaktivne snovi, tiobaroturne kisline, ki pa seveda ima svojo zelo stabilno sestavo. Še poglejmo hormone. Seveda hormoni so poznana stvar, predvsem v današnjem času. Hormoni so seveda aktivne spojine, ki vplivajo na ravnovesje in nadzor predvsem posameznega organa. Uravnavajo endokrinni železni sistem, predvsem pa seveda samoživčevje. Če govorimo o hormonalnem neravnovesju, pomeni, da imamo v mislih predvsem presežek ali seveda pomanjkanje posameznega hormona. Pomanjkanje pripelje seveda do določenega obolenja, predvsem pa do padca odpornosti. Pomanjkanje vpliva na obnašanje seveda tako zunanjosti kot notranjosti človeka. Glede na sliko je morda kakšen komentar. Moški del bi prav gotovo rekel, morda hormon estrogen v rahlem povišanju. Seveda to je v tesni zvezi z življenjsko krivuljo in seveda z leti premosorazmerno pada, prav gotovo to poznamo. Hormoni v telesu nastajajo na dva načina, tako z izločanjem in nastajanjem seveda v hormonalnih železah, kot seveda tvorijo se tudi v tkivih oziroma jih tvorijo tkiva na istem mestu delovanja in predvsem pomenijo, da se sami sintetizirajo. Delujejo specifično, zato se vežejo na točno določen
točko organa in same organ in seveda povezajo se z receptorji. Receptorji pa so na zunanji strani celične opne, kar seveda pomeni, da so prisotni v vsaki celici. Kaj ima skupnega čebelarstvo in pa med z hormoni? Predvsem to, da v medu je največ rastnega hormona acetilholina. Hormonov je več kot 100. Veda, ki preučuje hormone, pa je izredno mlada, ali pa ena mlajših, saj je prve raziskave segajo v leto 1920 in se od tu naprej do danes. Če pogledamo prispevek, najdel sem raziskovalni prispevek raziskovalcev Gordena, Heriksonova in Parota, ki so raziskovali rastni hormon acetilholin v plazmi človeka in vpliv liofilizacije kot postopka na biološko aktivnost samega hormona. Če pogledamo rezultate, rastni hormon seveda v plazmi delijo na 2 imunoreaktivni komponenti, veliki pa mali rastni hormon, navaja, da je velikega bistveno več, da je ta bistveno bolj aktiven. Z liofilizacijo se ohranja večja biološka aktivnost hormona, primerjalno s klasičnim zamrzovanjem. Liofilizacija ima pozitiven učinek na učinkovitost cikla kot homogenost izdelka zaradi večjih ledenih kristalov. Z vidika stabilnosti hormona liofilizacija ne poškoduje biološke aktivnosti hormona, kar se mi zdi najpomembnejša informacija. Spodaj seveda še navajam, da literatura ne navaja vpliva liofilizacije na izgube ali seveda zmanjšanje skupne vrednosti hormona v numerični obliki, prostotkih ali seveda v kakšni drugi merski enoti, gramih in podobno. Vpliv liofilizacije in konvektivnega sušenja na antioksidativne lastnosti fenolov in flavonoidov v cvetnem prahu. Nekje velja, da seveda je v čebeljih pridelkov najlažje liofilizirati oziroma obdelovati cvetni prah. Tudi tukaj imamo en prispevek, ki seveda govori o liofilizaciji, predvsem prispevek, ki prihaja iz Fakultete za živilsko tehnologijo Latvijske univerze. Analizirali so vzorce cvetnega prahu, tako v svežem kot seveda naravno sušenega, kot seveda tudi v liofiliziranem, in pa vpliv predvsem različnih postopkov na fenole, flavonoide in pa seveda antiradikalno aktivnost predvsem teh spojin. Če pogledamo rezultate, vidimo naslednje. Najvišja vsebnost skupnih fenolov je bila dosežena in ugotovljena v svežem cvetnem prahu, kar je na nek način razumljivo. Sledi način sušenja kot klasika in pa seveda najmanjša vsebnost je bila pri postopku liofilizacije, kar pomeni, da liofilizacija ima tudi določen učinek na kvantitativni normativni sistem oziroma kvantitativno vrednotenje, da zmanjša seveda predvsem prisotnost flavonoidov. Vsebnost flavonoidov v cvetnem prahu se zmanjša tako s toplotno obdelavo kot liofilizacijo cvetnega prahu. Toplotna obdelava je zmanjšala za 15%, liofilizacija pa za 21% flavonoidov v primerjavi z vsebnostjo flavonoidov v svežem cvetnem prahu, kar se mi zdi kar velik odstotek. Seveda tukaj je spet vprašanje same strojne opreme in pa seveda metodologije, ki je bila uporabljena za eksaktno primerjavo enih ali drugih. Še vsebnost fenolov. V posušenem cvetnem prahu seveda je bilo skupna vsebnost fenolov največja, sledi klasično sušenje, ko ga poznamo, in pa seveda še enkrat tudi liofilizacija vpliva na samo vsebnost fenolov. Najvišjo antiradikalno aktivnost, pomeni seveda oksidativno sposobnost, so zaznali seveda pri sušenem cvetnem prahu, nad 85, nekoliko nižjo pri liofiliziranem cvetnem prahu in pa seveda najnižjo pri svežem cvetnem prahu. Imamo še en postopek liofilizacije in vpliva na, nekaj mi je šlo, liofilizacije in konvektivnega sušenja, to smo že rekli.
Tole smo ostali, tole smo ostali. Postopek liofilizacije in ohranjanja kemijskih in bioloških značilnosti matičnega mlečka. Seveda številni avtorji laboratorija za mikrobiologijo in iz Brazilije so raziskovali uporabno vrednost svežega in seveda liofiliziranega matičnega mlečka ter preučevali antibakterijsko učinkovitost. Glavni marker farmakološke stabilnosti matičnega mlečka je seveda maslena kislina. Govorimo seveda o 10-hidroksi-dvodecojnski kislini. Njena vsebnost je nekje med 0,3 in 2,5% in je seveda predvsem odvisna od biotopa lokacije postavljenega čebelnjaka. Predvsem je zanimiva antibakterijska učinkovitost, tudi to so preizkušali predvsem na bakterijskih družinah iz rodu Staphylococcus, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella in pa Pseudomonas. Pa pogledamo rezultate. Postopek liofilizacije matičnega mlečka statistično značilno ne vpliva na kemijsko sestavo in farmakološko delovanje, kar je seveda ena nova informacija in hvala Bogu pozitivna. Liofilizacija ne vpliva na razgradnjo 10-hidroksi-dvodecojnske kisline in pa glavni vzrok je prav gotovo predvsem v obstojnosti te kisline. Če gledamo po sami vsebnosti, vidimo, da seveda je te kisline nekoliko več v svežem matičnem mlečku, v liofiliziranem je nekoliko manj, vendar tukaj ne gre za neko veliko statistično razliko. Poglejmo še seveda samo odpornost, pomeni sveži in liofiliziran matični mleček, ki ohranja vsebnosti te maslene kisline, ki jo rečemo 10-hidroksi-dvodecojnska kislina, ter je bil učinkovit proti bakterijam. Postopek liofilizacije ohranja kemijske in antibakterijske lastnosti matičnega mlečka. Maščobna kislina je pokazala dobre protibakterijsko aktivnost proti predvsem družini Staphylococcus pneumonia, zato se lahko uporablja kot alternativno in dopolnilno zdravljenje okužb, ki jih povzroča ta družina, to je Staphylococcus, ker seveda so odporne na antibiotike. In tukaj mislim, da je kar pomembna informacija za samo čebelarstvo. Pa še tudi med. Najdel sem en članek, ki seveda na nek način obravnava med kot kompleksno živilo in postopek liofilizacije. Seveda mi med prav gotovo poznamo iz pradavnine predvsem kot sladilo in seveda holistično zdravilo. Že danes je bilo omenjeno, da seveda med je od ostalih čebeljih pridelkov ena razlika, to je, da je najbolj skoncentriran, vsebuje najmanj vode in seveda zato ima bistveno boljšo obstojnost in stabilnost glede skladiščenja. Seveda vsi številni avtorji, ki sem jih seveda prek literature prosto dostopnih člankov srečal, seveda si postavljajo vprašanje, ko govorijo o liofilizaciji medu, ali seveda novi produkt ima tako visoko vrednost, da na nek način podpira ekonomičnost tega postopka, ki je seveda daleč najdražji in seveda tudi časovno kar precej daljši. In pa seveda še drugo vprašanje je, kaj se dogaja seveda z notranjo strukturno spremembo samega živila. Tudi vprašanje seveda morebitnega vpliva postopka na sam okus in konec koncev tudi na odziv potrošnika, ki ima v spominu okus medu in seveda tudi pričakuje od novega izdelka še vedno okus medu. Študija obravnava, pa takole moram reči, številni avtorji iz beograjske fakultete za agrikulturo oziroma kmetijske fakultete, seveda so objavili oziroma proučevali sušenje z vakuumskim načinom zmrzovanja medu in primerjali tudi z liofilizacijo, kot jo poznamo mi. S tem, da so seveda poskušali meriti predvsem seveda sam postopek, kako temperatura vpliva na kakovostne parametre in pa seveda istočasno so tudi spremljali
spremembo aktivnosti vode, seveda, ki jo z liofilizacijo izločamo. Pa poglejmo si še rezultate. Znači, parametri za kakovost, sami poznate, da pri tem ima osnovno, oziroma takole bom rekel, pri oceni rezultatov so uporabljali standardizirane parametre za določanje kakovosti medu. Tukaj seveda v glavnem uporabljamo prisotnost vsebnosti hidrosilmetilfulfurala, HMF-a, ki ga seveda v svežem medu naj ne bi bilo več kot 40 mg na kilogram suhe snovi, seveda, kolikor je to takoj signalizacija oziroma indikacija, da je prišlo do določene termične obdelave. In pa seveda vsebnost diastaze, ki pa ne sme pasti pod 8 mg na kilogram suhe snovi. V tabeli seveda je prikazana analiza, predvsem na 2 vzorcih različnega medu, tako sončničnega kot akacijevega. 3 postopki, pomeni merjenje v svežem medu, merjenje v vakuumiranem načinu sušenja in pa seveda merjenje pri postopku liofilizacije. Merila se seveda predvsem suha snov, kot seveda vsebnost vode, aktivnost vode, temperatura. Zame je predvsem pomembno zadnji 2 koloni, ker govorimo seveda, spremljamo vsebnost HMF-a v miligramih na kilogram in pa seveda tudi aktivnost oziroma prisotnost encima diastaze. Vidimo, da sami postopki v smeri od svežega do sušenega, predvsem z liofilizacijo, pride do bistvenega porasta vsebnosti HMF-a v kilogramu suhe snovi, tako velja pri eni kot drugi vrsti medu. Isto zadevo potrjuje, da seveda temperaturna obdelava zmanjša vsebnost same diastaze. Če pogledamo seveda še rezultate enkrat, temperatura v postopku seveda pri vakuumsko sušenem postopku seveda vpliva na spremembo vsebnosti sladkorja, predvsem fruktoze, glukoze, maltoze in saharoze ter alkoholov in esterov. Povečala se je vsebnost HMF-a za kar velik razpon oziroma veliko odstopanje od 30 do 70%, kar se mi zdi izredno, in pa seveda zmanjšanje aktivnosti diastaze tudi do 30% v primerjavi z vzorci svežega medu. Postopka tako vakuumiranega sušenja kot seveda liofilizacije dodatno zmanjšata vodno aktivnost, kar je normalno, in seveda s tem se poveča večja stabilnost in na nek način zmanjša nevarnost fermentacije. In pa seveda tudi vodna aktivnost voda je padla pod 0,5, kar omogoča mikrobiološko stabilnost za dobro skladiščenje samega medu. Še postopek liofilizacije medu. Drugi postopek, rezultati so potrdili, da ima postopek liofilizacije medu z začetno temperaturo pri -40 najkrajši čas. Vprašanje pa je navedbe in uporabnosti tega časa med 7 in 9 ur, ker pač gre za eksperimentalni pristop in tudi eksperimentalno opremo. Kljub zmanjšanju intenzivnosti sušenja v začetnem obdobju, to poznamo. V primerjavi vakuumsko posušen med in liofiliziran med, seveda je slednji na koncu postopka imel dobro vzdrževalno in manj poškodovano notranjo strukturo, kar pa me veseli, da je vsaj en podatek, da ne prihaja do nekih večjih strukturnih notranjih sprememb samega živila. Poleg tega je postopek liofilizacije trajal krajši čas, kar je razumljivo. Oba postopka prispevata k porastu HMF, kar se pripisuje dehidraciji vode, normalna stvar in to treba tudi upoštevati, in pa oba postopka ne zmanjšata topnosti trdnih snovi v medu, ki bi padla pod 80%. Seveda iz tega lahko naredimo en zaključek. Prvi osnovni je sigurno ta, da liofilizacija je prepoznan in sprejemljiv postopek, predvsem obdelave čebeljih pridelkov za skladiščenje. Drugi ohranja najmanjše izgube skupne hranilne vrednosti, pospešuje stabilizacijo, obstojnost in zmanjša količino logistike, kar je tudi pozitivno. Liofilizacija vseh postopkov obdelave najmanj vpliva na kemično sestavo, biološko aktivnost in farmakološko učinkovitost. Tukaj treba biti že malo bolj previden, prav gotovo za vsako organsko spojino je treba imeti določeno izdelano metodologijo, da doseže
nižje pragove tega odstopanja. Je pa seveda tukaj osnovno vprašanje, je prav gotovo najdražji časovno dolg postopek ali seveda nova vrednost produkta z liofilizacijo ima tako visoko dodano vrednost, da upraviči predvsem ekonomski strošek. In kar se mi zdi najpomembneje, je predvsem to, da obstajajo številne tehnične in metodološke razlike v postopkih, ki lahko značilno vplivajo na ohranjanje kakovostnih parametrov. Zato seveda treba to proučevati, predvsem seveda z neko daljšo izkustveno kilometrino, pa bomo prišli prav gotovo in seveda tudi tehnično dodatno opremljenostjo do stopnje, ko seveda bomo lahko govorili o izredno malih ali ničnih odstopanjih ali izgubah. To pomeni predvsem to, da je nujno nadaljevati s proučevanjem metodologije za posamezno živilo ali aktivno spojino v cilju najvišje stopnje ohranjanja njene prvinske sestave. Toliko z mojega dela. Vem, da so že nekateri utrujeni, pa ne glede na to, želim seveda pozitivno dati oceno, da liofilizacija je postopek, ki seveda je zelo vmesni in v tem trenutku seveda tudi zelo uporaben način obdelave za shranjevanje. Prav gotovo pa še veliko stvari ni raziskanih, predvsem pa tehnološko-tehnični del bo dodal svoje in seveda bo verjetno v prihodnosti še bistveno bolj učinkovit.